Toyota Prius, verjetno avto, ki že od začetka najbolj deli javnost. V bistvu avto, pri katerem dobi užitek v vožnji čisto nov pomen. Saj veste, navdušenci imamo radi, da čutimo znamko cigarete, katere ogorek povozimo na cesti. Ali, kontrolirano drsenje zadka, ampak potem divje in nadzorovano lovljenje. Ja, lastniki Priusov nas potem prepričujejo, da je užitek v vožnji to, da je vse tiho, umirjeno, sproščeno in da tekmuješ sam s sabo pri porabi goriva. Božji držalče so jih prodali že 3,6 milijona po vsem svetu. Še sam težko verjamem, da je toliko teh polžev na cestah, ki tudi z obliko niso ravno višek lepote. So pa dejansko nekaj posebenega in priznam, da sem novega težko čakal, ker me je res že zanimalo, kaj je novega. Novi Prius je zelo pomembna stvar. Toyota ima sicer rada zajetne prednove, ampak tole zdaj je pa čisto nov avto od koles navzgor. Je prva Toyota osnovana na novi globalni arhitekturi TNGA, ki naj bi dala avto bolj togo karoserijo in večjo varnost. Prej samo to, poglejte ga. Ne bom vas prepričeval, da je lep, bo pa gotovo ukradel dosti pogledov. Vse je ostro, bumerangasto in spredaj ima izbočeno z nizko značko. Človek, ki je živel pod Cannom zadnjih 15 let, bi kar mislil, da gre za športen avto. Še posebej v takšni rdeči barvi in 5 kratkih platiščih. Vsi ostali pa vemo, da je tole šparoček in da vse te linije pripomorejo k koeficientu upora, ki znaša samo 0,24. Merilniki so še vedno na sredini in daleč proti steklu, je pa grafika zdaj precej bolj futuristična. Konzola s 7-palčnim zaslonom se iz armaturke dviga kot kakšen spomenik in polno je ostrih, ampak elegantnih linij, tako kot zunaj. Materiali so boljši in mehki tam, kjer se šlata, na zračnikih pa je zdaj logo Prius. Prostora je zdaj precej več zaradi nove zasnove kabine in nekaj centimetrov večjo dolžino in za kar 56 litrov je zdaj večji prtljažnik zaradi manjših dimenzij baterije. Vse lepo in prav, piflarski avto mora izgledati tako. Ampak vse to je postranskega pomena, kot vedno je bilo pri Priusih pomembno drobovje. Če je bil prvi Prius recimo revolucionaren, tale ni. Še vedno imamo 1,8 litrski bencinski motor z Atkinsonovim ciklom, ki ima zdaj še boljši izkoristek in še vedno samo 71 kW oziroma 97 konjev moči. Elektromotor je zdaj še manjši, tako fizično kot zmogljivostno. Prej je imel 60 kW moči, zdaj jih ima 53 oziroma 72 konjev. Sistemska moč je tudi manjša. Prej je bila 136 konjev, zdaj 122 oziroma 90 kW. Ampak po novem je izkoristek boljši, več je navora pri nižjih vrtljajih in poraba je še manjša, po tovarniških podatkih celo samo 2,9 litra oziroma 3,3 s takšnimi 17-palčnimi platišči. Samo električni način je še vedno švoh, kar se dosega tiče. Baterija je nikel metal hidridna in na stopalko za plin moraš pritiskati kot baletka, da se ne vklopi še motor kakšna 2 km. Je pa zdaj motor bistveno tišji tudi na avtocesti, odzivnost je boljša, regeneracija je bolj učinkovita in nasploh pusti precej boljši vtis, torej so inženirji opravili odlično delo. Sploh me je na tem prvem preizkusu navdušila vožnja, ker imaš končno občutek, da si del avta, tudi če gre za takšno dolgočasno zadevo, kot je hibrid. Ampak, a je res še vedno tako dolgočasen? Če ga pogledam od zunaj, niti malo. Vem, da vas najbolj zanima tole. Prodaja se pričenja ravno te dni, najcenejši Prius pa bo vaš za 25 950 evrov. To je 1360 evrov več kot stari, ampak ima tale za 2000 evrov več opreme, če vse ostale, kar sem povedal prej, ni pomembno. In konec leta pride še priključni hibrid, ki bo naredil še več kilometrov samo na elektriko. Veste, na kaj je Toyota še posebej ponosna? Da je 95% vseh Priusov, ki so jih proizvedli v zadnjih 10 letih, še vedno na cesti.